Hej, 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 en lep pozdravček vsem v skupini Čarobno telo. Ja, zdaj v soboto imamo delavnico korekcija vida, na kateri si lahko naučite Accessovega telesnega procesa korekcija vida. In na tej delavnici ne samo, da se naučite tega telesnega procesa, ki korigira vid, ki vam omogoči, da popolnoma celo odpravite dioptrijo ali astigmatizem in podobne stvari s svojim vidom, vse posod, ker ste se ga na kakšen način kako bi rekla, poslabšali. Govorimo tudi o tem, da torej naslovimo vse različne načine oziroma razloge, tudi zaradi katerih smo si poslabšali vid. In eden od razlogov, da smo si poslabšali vid, je tudi, da je bil to nek mehanizem shajanja, v smislu, da smo bili, mogoče smo prisostvovali nekim stvarem, ki ali smo jih sovražili videti, ali jih nismo želeli videti, ali smo rekli, tega nikoli več nočem videti, tega nočem gledati. Veliko takih stvari je bilo in to je, mislim, tako, pač v skupini smo čarobno telo. Naše telo je tako, ko mi rečemo ali pa zavzamemo nek pogled, tega nočem več gledati, si to na fizičnem nivoju pa skreiramo. In velike takih stvari, ne, torej pa naslavljamo tudi vse sorte, mislim tako, torej pač gremo na delavnici pač pogledati, kaj je to in pravzaprav tudi, kako bi rekla, odvozlamo vse te razloge, ki verjetno jih niti ni več, a ne, ampak je to lahko nastalo nekje tekom našega življenja, zaradi kakršnih koli, mislim, ali lahko je bilo to v družini, lahko je bilo to, ne vem, v šoli, lahko je bilo, ne vem, v zvezi s prijatelji, na različne, pač tisoč in en različen način se lahko to zgodi. Potem smo lahko nekoga posnemali, lahko je nekdo slabo videl in dejansko mi kot energijsko bitje, mi zaznavamo resničnosti drugih ljudi, torej na kak način delujejo, iz kakšnih resničnosti oni delujejo, in potem pač lahko jaz rečem, gremo v njihovo resničnost oziroma dejansko jo zaznamo. In potem se nam zdi, kot da slabo vidimo, a ne, in namesto, da bi se takrat vprašali, okej, čigavi resničnosti sem, rečemo, slabo vidim, a ne, in pol nam pač dajo starši, rečejo, pa gremo k okulistu in boš dobila očala, boš dobil očala. Mislim, to je tisoč in en različen razlog je in to vse naslavljamo na delavnici. Tudi en razlog je lahko tudi entitete, a ne, torej imamo ene entitete, ki se jim rečejo devolvirane entitete, in vsakič, ko mi tako devolviramo svoje telo, torej vsakič, ko imamo tako nekje nek pogled, da bi radi svoje telo na nek način uničili, da bi radi umrli, dejansko povabimo te entitete in se lahko prpnejo tako tudi na naše oči in je pol tako, kot da imamo kar meglo na očeh in pol mi pač večina ljudi si ne zastavi nobenega vprašanja v smislu, kaj je to, ali pa komu to pripada, ampak rečejo, slabo vidim, a ne, grejo nek zaključek, nek odgovor, nek sklep in iz tega potem dejansko nastane to, torej ta slab vid. Pol eni so kratkovidni, torej eni ne vidijo na blizu, eni ne vidijo na daleč in ja, kaj je to, kar ne želite pač tukaj videti, tukaj in zdaj, kaj ne želite videti pri sebi oziroma kaj ne želite videti v svoji prihodnosti, in tako naprej. In tega je ogromen in vse to naslavljamo na delavnici, torej delavnica ni samo telesni proces, a ne, mi tako pač gremo, kako bi rekla, na začetku se jaz tako naslovim vse te stvari, odvisno tudi kdo pride, vse, kar prinesete s sabo, in vi tudi sami poveste, in večina ljudi točno vejo tudi, kdaj so si poslabšali vid, eni celo, a ne, so se jim zdeli očala dobro, tako kot nek modni dodatek, v smislu, to mi je ful všeč, ali pa ne vem, so imeli bratje in sestre in se zdeli, jaz želim biti enak bratu ali pa sestri in zaradi tega dejansko nekako si skreirali poslabšan vid, da so lahko dobili očala in ali pa kaj podobnega. In ali pa eni, tudi to imamo, to starostno, ne, s starostjo se slabša vid, a ne, in zdaj v Accessu tudi prišla ena ful dobra stvar, to so predpostavljene resničnosti. In bomo prvič tokrat tudi na delavnici korekcija vida bomo govorili o predpostavljenih resničnostih in ena izmed predpostavljenih resničnosti je ta,
da se nam s starostjo, da se nam vid slabša. In to je pač predpostavljena resničnost je v smislu, pač tako je, a ne, noben nikoli ne vpraša nič v zvezi s tem, a je to sploh res, a je to moja resnica, a je to res za mene, a je to res za moje telo. Ampak enostavno samo rečemo, tako je. In bomo to tudi na delavnici odstranjevali, čistili, tako da veliko ljudi že sam potem, ko uporabljajo ta vprašanja, ki jih delamo na delavnici, ki jih to facilitacijo, ker jaz tako vedno delavnice naredim, da imamo pač, da imajo ljudje posnetke, dobijo, potem lahko poslušajo to, še velikokrat si vrtijo in že same ta vprašanja dejansko to počistijo, te neke odgovore, neke zaključke, neke sodbe, zaradi katerih smo si skreirali na fizičnem nivoju poslabšan vid, da že dejansko to, torej odpravljanje teh stvari na energijskem nivoju omogoči, da začnemo boljše videti, potem pa seveda sam proces korekcije vida, ki je tudi izjemen in pomaga ne samo, da torej fizično začnemo bolje videti, ampak tudi velikokrat ljudje poročajo, pač ki se udeležijo delavnice ali pa potem, ko izvajajo ta proces, da ne samo, da se jim je fizični vid izboljšal, ampak da tudi nekako pogled na sebe, da je drugačen, sebe vidijo v drugačni luči, potem mogoče pogled na svet se tudi spremeni. In ja, med drugim pa ta telesni proces omogoča tudi torej tistim, ki imajo težave s sinusi, tudi ful ugodno deluje na sinuse. In za udeležbo na tej delavnici ni nobenih pogojev, ne, torej ni vam treba imeti nobenega predhodnega znanja, tako da lahko pridete vsi. Torej začnemo v soboto 11. februarja v hiši neskončnih možnosti na Lavrici in se še vedno lahko prijavite. Bom tule pod tem videom tudi objavila torej povezavo, kjer si lahko preberete več in ste lepo vabljeni, da se nam pridružite. Drugače pa tudi sami na podlagi tega, kar sem povedala, lahko mogoče pogledate, čeprav dovolite si, da vam nekdo pomaga, da vas nekdo podpre, ker velikokrat recimo facilitator pač na vas gleda objektivno. Mi gledamo sami na sebe subjektivno v smislu, da se velikokrat tudi lažemo ali pa sami sebi se lažemo ali pa ne vidimo nekih stvari, ki so tako drugim tako očitne in zato tudi je tako, da vas nekdo pač tako čist brez pogleda, brez, kako bi rekla, iz totalnega dopuščanja pogleda in vidi, glej, tule top, tule si zavzela pogled ali tule si naredila eno odločitev, zaradi tega se tole skreirali in vam dejansko omogoči, da v zelo kratkem času spremenite to svojo fizično zadevo, oziroma če ste tudi voljni jo tako hitro spremeniti, ker včasih je tudi naša nevoljnost imeti to spremembo, v tem primeru glede na to, da govorimo o korekciji vida, ljudje tudi vedno niso voljni videti od vsega, kar se dogaja okrog njih, so rajš se naredijo slepe, rajš tako ne vidijo, si tako v narekovajih zatiskajo oči oziroma si poslabšajo vid in je pač to kot nek mehanizem shajanja in dejansko vedo, da če bi to, kako bi rekla, če bi bili voljni pogledati vse pač in videti vse, da bi se lahko njihovo življenje tudi kar konkretno spremenilo, da bi morali neke, oziroma bi naredili verjetno neke drugačne izbire, kot jih delajo zdaj, zato včasih tudi ljudje pač te izbire niso, oziroma takšne spremembe niso voljni imeti in potem gre pač to bolj postopoma. Torej, vedno je oseba tista, ki prejema proces, tista, ki pride na delavnico, tista, ki odloča, koliko spremembe bo imela, koliko spremembe je voljna imeti in zato tudi vsak pol v svojem tempu, eni po eni delavnici, po parih tretmajih vržejo stran očala, drugih pač dlje časa trajajo, drugače pa ta proces res lepe rezultate daje skupaj s to facilitacijo, ki ste deležni pol na delavnici. Tako da, ja, evo, tole naj vam bo v prispevek danes pa tudi povabilo, da se nam pridružite v soboto, začnemo ob 9:30, je ne tako, mislim, 3 urce tako bo,
mislim, da je cca 3 ure, no, ker se vedno sledimo energiji, včasih je veliko vprašanj, včasih se veliko pogovarjamo, oziroma energija drugače teče, zato se včasih malo zavleče, včasih pa ne in pač tudi včasih prej končamo, tako da čist odvisno od skupine, ki se zbere. Tako da hvala vam in lep pozdravček in se vidimo na delavnici. Čau, čau!